Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Vsi se kdaj pa kdaj razveselimo kakšnega priznanja, ki nam potrdi, da delamo dobro, prav in uspešno. Takšnega priznanja ali lahko rečemo kar laskavega naslova pa se je 1. decembra letos razveselil tudi podjetnik iz naše regije. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ga namreč razglasila za obrtnika leta 2016. Z nami je torej danes direktor družbe Roto, Štefan Pavlinjek. Gospod Pavlinjek, pozdravljeni in seveda čestitke ob prestižnem naslovu obrtnik leta. Dober dan tudi vsem gledalcem in seveda najlepša hvala za čestitke. Moram povedati, da mi to priznanje dosti pomeni. Na koncu sem 10 let vodil obrtno zbornico in podeljeval priznanja drugim. In prišel je čas, ko so tudi podelili priznanje moji nasledniki meni. To je vsekakor pomembno priznanje, vendar ni edino priznanje, ki ga je prejelo na primer vaše podjetje, tako sedaj vi seveda tudi. Letos ste namreč bili razglašeni za najuspešnejše družinsko podjetje jugovzhodne Evrope. Ja, res. Letos smo bili med 20 najboljšimi podjetji na svetu kot družinsko podjetje. To je pa še posebej veliko priznanje za družinsko podjetje. Saj smo res pravo družinsko podjetje, slovensko, z lastnino v naših rokah in seveda tudi podjetje, ki nekaj v svetu pomeni. Ta priznanje mi je zelo dosti od mene osebno pomenilo, kako tudi Matjažu in Nuši in seveda tudi ženi, ki bdi nad financami. Danes je določene stvari v družinskih podjetjih imajo seveda prednost. Prednost imajo v tem, da družina živi od tega, da nismo kot muha enodnevnica, da skrbimo za lastnino, skrbimo tudi za svoje zaposlene in da smo bili prepoznani. Kot prvi tudi v jugovzhodni Evropi, da se najdemo med 20 najboljšimi družinskimi podjetji na svetu, mi je eno zelo visoko priznanje. Res, da so nas tipali, gledali 2, skoraj 3 leta. Nisem pa vedeli, zakaj. Res je tudi to, da mi pišem družinsko ustavo, oziroma osnutek že imamo, kajti ni to samo v nas, ki smo danes na sceni, to je tudi za naslednje generacije. Mi vemo, da lastnina je breme, to je tudi Marx v Kapitalu napisal. Marx je celo napisal v Kapitalu, da treba človeka lastnine nekako rešiti, osvoboditi. Ampak vse glih, brez lastnine ne moreš delati, brez lastnine ne moreš dati tudi kruha drugim in zato je seveda odgovornost do tega vsega v naši familiji zelo visoka. Seveda moram pa takoj poudariti, da ni to samo družina, da imamo zelo dober menedžerski kader. Naši menedžeri vodijo fabrike v Srbiji, v Makedoniji, v Hrvaškem, seveda tudi tu pri nas. Tako da, če je en dober tim, eno dobro vzdušje in seveda, če je dober perspektiven program, potem stvari tudi grejo v pravo smer in se lahko tudi stvari razvijajo. Kot sem že povedal, marsikdaj je pa res, da nas je Slovencev, tudi Prekmurcev, zelo malo. In če bomo vsi samo prodajali pridne roke naših ljudi, bo to premalo. Treba prodajati znanje, danes se na svetu plača samo tisto, kjer imaš vloženo svoje znanje in svojo inovativnost. Zato smo mi vsi skupaj usmerjeni z razvojno. Čim bolj v tem, da dajemo dobre produkte svoje lastne pameti in zakaj ne bi Prekmurci tudi pokazali, da znam biti inovativni in seveda tudi globalno usmerjeni. No in vsemu temu morava prišteti še tudi dobro gospodarsko atmosfero. Zdaj v gospodarskem razstavišču ob podelitvi tega prestižnega laskavega naslova je bilo prisotnih tudi veliko drugih gospodarstvenikov, tudi predstavnikov političnega življenja, navsezadnje tudi predsednik države. Priložnosti za gospodarske teme in za reševanje oziroma pogovore o trenutnih aktualnih gospodarstvenih težavah, ki bremenijo vas podjetnike, gospodarstvenike, je bilo več kot dovolj. O čem ste se kaj pogovarjali? No, lahko povem, da jaz glavnem vse tiste plejere slovenske, ki vodijo to gospodarsko sfero, tudi poznam že odprej in da smo se seveda tudi izmenjavamo izkušnje, izmenjavamo svoje stališča, nikako se pa nihče dosti ne bremenjuje s politiko. Ker politika, kot vidite, danes gre v naši državi svojo smer, gospodarstvo gre totalno v drugo smer. Politika ne koristi gospodarstvo, to, kar je zunaj, da politiki odpirajo pot gospodarstvu, da napravijo ugodno klimo. Mi dajemo ravno obratno. Mi smo recimo priznali Kosovo
in se s tem zaprli tudi na srbskem trgu kompletno stvari, ne. Mi smo imeli, Slovenci smo imeli prirodno danost, da kolonializiramo gospodarstvo na jugu, pa država temu ni sledila, ampak se je šla politike in kregati za temi državami. Tako da naša politika kot totalna katastrofa, razen zdaj vse nekaj vodi nas podjetnike in tisti, ki imamo nekaj pokazati na svetu okrog, to je en del tega. Ampak smatram pa, da je to dosti premalo, ker mi od zadaj rabimo tudi za odpiranje novih trgov denar, subvencije, novi trg 2-3 leta ne nosi pozitivnega rezultata in naši kolegi zunaj, tudi v Italiji, dobijo ogromno povrnjenih stroškov za odpiranje novih trgov. Recimo na sejmu v Hanovru, to je največji kmetijski sejem v bistvu v svetu, tam Italijani zakupijo, država zakupi halo, plača nastanitev, tako da italijansko gospodarstvo samo pride in svoje stvari razstavlja in nosi stroške razstave. To tega daleč tudi pri nas ni. Res, da se en denar dobi, ampak to je vse skupaj malo. Moram povedati to, da kar se tiče srečanja na gospodarskem razstavišču. Res tudi predsednik države mi obljubil, da pride v našo tovarno v Puconce v prvi priložnosti. Je pa res tudi, da vsi se poznamo med sabo, saj sem tudi v bistvu kot ustanovitelj Slovenija Biznis klubu, to je ta značka. Slovenija Biznis klub smo ustanovili samo zato, ker smo v televiziji gledali, kako je slovensko gospodarstvo slabo, kako je slovensko gospodarstvo nič ne gre. Jaz smo rekli, ne, obratno. Mi v Sloveniji imamo 300 podjetij imamo na spisku, ki so dobre. 300 podjetij imamo takšni na spisku, kjer je lahko Slovenija ponosna na njih. Ampak potem smo delali kriterije, da tisti, ki ni blokiran, tisti, ki je sam postavil podjetje, tisti, ki dela na globalnem trgu, tisti, ki ima tudi malo doma familiarno razpucane stvari, da je tisti lahko član Slovenija Biznis kluba in danes je okrog 70 teh članov. In seveda naloga tega je pa bila, da bi politike nekako bili support, da se delajo stvari, tudi zakonodaja takšna, da gospodarstvo koristi. Res, da smo na naših srečanjih imeli ministre zunanje, tudi gospodarske, ministre za delo, ampak to so ene stvari, kjer prepričuješ tiste, ki znajo kot prepričane, tisti, ki znajo, kako to mora biti, ampak ko je v drugih krog, je pa stvar totalno drugačna in seveda potem zapiha drugi veter in to se izneveri. No, vsekakor vam je pa lahko v pomoč Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. Tudi vi ste jo vodili kot predsednik. Kakšen pomen ima, kakšen smisel ima za podjetnike? Res, jaz sem bil 10 let v Ljubljani. Najprej sem bil 12 let predsednik Obrtno-podjetniške zbornice območne v Murski Soboti in 10 let predsednik zbornice v Ljubljani. Dosegli smo dosti, vse naloga. Naloga zbornice je v tem, oziroma zbornic je v tem, da proba prepričati državo, da napravi zakonodajo, takšno zakonodajo, ki je primerna za razvoj gospodarstva. Lahko povem, da smo kar nekaj, dosti stvari smo dosegli, iz tiste toge zakonodaje smo le spremenili nekaj. In seveda po drugi strani je pa to spet Obrtna zbornica dela z sekcijami, z cehi, da pospešuje znanje oziroma da promovira znanje. Po drugi strani pa tudi, da izobražuje obrtnike, da stoji ob strani z suportom raznega svetovanja, pravnega svetovanja. Saj na eni zbornici so strokovnjaki, ki vsak dan delajo ene stvari. In seveda to je doktor specialist, ki recimo pregleduje samo grlo, od grla ve vse. Tisti svetovalec, ki svetuje delovno-pravno zakonodajo, ima to noter in seveda vsak lahko dobro svetuje našim obrtnikom. Naloga zbornice je še vedno in bo ne samo združevanje, ampak tudi svetovanje, tudi nastopanje interesov napram državi. In to je tudi Obrtna zbornica tudi pod mojem vodstvu delala. In seveda je pa nažalost ta država čudna. Gospodarsko in Obrtno zbornico je postavljeno na prostovoljno članstvo. Nemci imajo v ustavi zapisano, da mora gospodarska zbornica biti z obveznim članstvom. Mi smo pa to šli razbijati, samo da ni toliko pametnih ljudi na enem kupu, da se potem soli pamet politike.
To je v Sloveniji glede marsikaj totalno včasih navzkriž in jaz zamerim nekdanjemu ministru gospodarstva Žerjavu, s katerim sva se dostikrat pogovarjala, ampak on je rekel, jaz bom to naredil in je pač to se tu zgodilo. Pa če se spomniva vaših začetkov, 40 let je, kar posluje Roto. Kako ste začeli, kako se spominjate tistih prvih izdelkov, svojih prvih podjetniških korakov? No, prvo, jaz se dosti nočem spominjati, ker človek živi od tega, kaj bo, ne od tega, kaj je bilo. Ampak segli, na koncu, pred dobrim 40 leti, začetek v drvarnici, v garaži praktično in iz garaže do male prekmurske multinacionalke je ta moja življenjska pot 40 let. Težki časi so bili katastrofalno težki, še del velikega socializma. Nisi smel nabaviti, nisi dovolj materiala, nisi smel imeti ljudi. Vedno so te gledali, kaj delaš in seveda nobena. Bil si pač eden izrodek družbe, ki si pač hotel pokazati, da se v privatni lasti da nekaj tudi napraviti. Ampak niti nisem nikdar razmišljal, vztrajali smo. Vedno sem dokazoval, da smo lahko, da je le privatni, če je v neki lasti lahko tudi uspešen. In na koncu lahko z veseljem povem, da smo odkupili 3 naše konkurence v Jugoslaviji. To so bile tovarne iz Srbije, Alibunaru, Roto Alibunar je naš. Oki Roto, velika naša tovarna pod koncernom Okija, ta je tudi danes v naši lasti. V Ivanić-gradu imamo Rotograd, to je bivša Ivanić plast, tudi v Okijevi lasti. Srečavali smo se na sejmih, oni so imeli polno materijala, državnega denarja, mi smo pa s tistim par kil materijala, ko sem jih dobil, ko so pometali tam rafinerijo, iz tega ustvarjali kade in seveda bili smo si konkurence čez cesto. Ne? Ampak na koncu nisem imel kompleksov nobeni. Za 10, 12, 15 let smo to tudi odkupili, ker ni bilo načina vodenja, ni bilo razvoja tržišča, seveda. Tisti sistem ni šel, se ni izkazal kot dober in so nam enostavno dovolili, oziroma vse smo bili na licitaciji in te tovarne tudi odkupili z eno dobro vrednostjo, mogoče še malo preveč, kot je pa tovarna vredna. Danes smo te tovarne popolnoma zrihtali na novo. Danes smo tudi napravili novo tovarno v Makedoniji, Roto M, kjer je res na zemlji, na ničeni zemlji, ki smo jo tudi odkupili, takrat od države, zrasla tovarna, spodaj so riževa polja, kočani, predel, ki se goji riž, zgoraj je pa naša lepa tovarna z lepimi kapacitetami, tudi nove stroje letos vozimo noter in zelo dobrimi ljudmi. Moram povedati, da Makedonci dobro delajo, da so skromni in pošteni delavci, da pa res, da je pa država ni požrešna in vse tisto, kar se nekje ne splača, se splača v Makedoniji, saj je cena, proizvodna cena 40% nižja od slovenske. Lahko tudi povem, da z Makedonije izvažamo v Izrael, da z Makedonije izvažamo v Turčijo, Albanijo, Bolgarijo, vse tiste okolice, ker če hočeš tam prodajati, moraš tudi proizvajati s tisto ceno delovne sile, ker je tudi artikel, imamo druge cene in seveda tudi zaradi transporta se to izplača. Tako da danes imamo 6 tovarn, 6 proizvodnih tovarn, skupaj je okrog 360 zaposlenih ljudi. Vse v skupini Roto pa je 14 podjetij, ene so menedžerske, ene so kot naša lastna banka v skupini, ki financira proizvodnjo po teh podjetij in podobno. Mi danes imamo tudi opreme najnovejšo, imamo tudi stroj za printanje peska. To pomeni, da mi, če kajak, zdaj ravno, kajak delamo novi tip kajaka, mi ga sprintamo z peska. Potem ti športniki, ki nastopajo od Petra pa do vseh teh, tudi na olimpijadi, testirajo in če treba kaj plovne lastnosti
poboljšati, jih lahko na prototipu poboljšamo in potem gremo delati orodje. Lahko tudi povem, da smo mi drugi največji v Evropi po kajakih kanojih. Prvi je Prion, ki je bil svetovni prvak in znan že 50 let na tržišču. Ampak mi smo pa drugi in delamo zelo dobre stvari. Mi gremo ne tako na tekmovalno verzijo, ampak na rekreacijsko verzijo. In naši trgi so od Nove Zelandije, Dubaja, skandinavskih držav, v Ameriko vozimo čolne in prav pucunsko tovane je namenjeno proizvodnju plovil. In mogoče še ena anekdota, ko smo šli na podeljevanje tega priznanja, da smo med 20 najboljšimi turizmskimi podjetji na svetu. To podelitev je bila v Monaku, v Monte Carlo, in seveda, ko smo šli v jahting klub, monaški jahting klub, to je najbolj elitnih klubov na svetu, oziroma pristanične na svetu, marin na svetu. Na tistem hodniku pogledamo dol in bilo je 20 naših laser jadrnic za rentanje. In smo rekli, glej, če pa imamo mesto z našimi produkti v najelitnejšem jahting klubu na svetu, lahko rečem, potem pa nam tudi to priznanje pripada. No, vsekakor ste pa velik preskok naredili tudi pri čistilnih napravah, tako imenovane nove generacije. Zaščititi jih želite oziroma ste jih že, to še ne veva, to boste povedali s patentom v Evropi. Kaj je pravzaprav posebna lastnost teh čistilnih naprav? No, mi smo čistilne naprave začeli delati z Avstrijci, ker Avstrijci so imeli, pač v Evropi je takrat že šla ena filozofija, da tam, ko dež pade, voda pade, tam se tudi mora uporabiti in tam vrniti v zemljo. Mi smo delali melioracije in vozili vodo v Črnomorje, Avstrijci so pa imeli filozofijo, naj ostane tu. Zato smo mi začeli izsuševati naša polja, zato se je podtalnica spustila in na koncu smo tudi mi ugotovili, da treba vodo tu prečistiti. Ne? Ali je to velika čistilna naprava ali pa mala, stvari morajo biti funkcionalno iste in mi smo z Avstrijci začeli delati prve čistilne naprave, seveda z njihovim znanjem, tako da naučili smo se kar nekaj, ampak danes imamo 7. generacijo teh čistilnih naprav, vedno stremimo boljšemu čiščenju, tako da 97% čista voda prihaja iz naših čistilnih naprav in vedno manj energije mora porabiti. Ne? In seveda vedno daljši ta čas servisiranja, pa seveda to je plus v naših čistilnih napravah. Čistilne naprave delamo od hišnih malih, ker je seveda, kjer je razpršeno naselje, je smisel male čistilne naprave, vendar ko nekdo zakopa čistilno napravo, mora tudi pozabiti na njo, ker mora funkcionirati, delovati, kot dela recimo hladilnik. Te čistilne naprave je res, da polovico vseh čistilnih naprav v Sloveniji montiramo mi, čeprav je polno nekaj proizvajalcev, nekaj pa tudi uvoznikov. Je pa res tudi, da mi imamo servis zagarantiran in seveda vzdrževanje je na naši strani, tako da če se kaj slučajno zgodi, lastniku na telefon javlja napako in potem nas pokliče. To je ta segment manjših čistilnih naprav. Delamo pa dosti večjih čistilnih naprav. Ravno zdaj delamo za Kamp Šobec. To je največji kamp daleč naokoli, čiščenja vode, kjer so kriteriji zelo, zelo visoki. Da imamo za Kredarico pripravljeno čistilno napravo, samo čakamo financiranje. Da smo za NATO bazo v Bolgariji delali čistilno napravo za 2500 vojakov in tudi zaloge vode. Da smo eden od najboljših za čistilne naprave tudi v Franciji. Franciji dosti. Tudi prodajamo v bivši francoski koloniji, v Senegalu. Tudi v Kongu smo delali, po Afriki. V Maroku delamo dosti, tako da naše čistilne naprave grejo daleč po svetu in seveda, če pa greš na tuje tržišče, moraš pa res imeti artikel, da te ne boli glava, če se slučajno tam kaj javljajo napake. Čistilne naprave, poleg čistilnih naprav delamo tudi lovilce maščobe, to delamo dosti tudi po južni država, Srbija, Hrvaška in seveda rezervoarje za vodo.
Eno od bistvenih naših novih stvari je gladki rezervoar za pitno vodo. Zdaj smo opremljali bruseljske zapore, rezervoarji za pitno vodo, ker takšni zapori morajo imeti rezervo pitne vode, slučajno je voda zastrupljena. Tudi za gasilsko vodo po marketih v Bolgariji, v Romuniji, delamo dosti tega tudi pri nas. Tako da smo eden vodilnih proizvajalcev, se v enem komadu napravimo rezervoar 50 000 litrski. To je, kot je šleper dolgi, takšen rezervoar. In seveda potem se samo montira na mesto. Gospod Pavlinik, sedaj, ko ste tako govorili, kje vse delate, kaj vse dosegate, še podiva malo nazaj v Puconce. Tam stoji zdaj vaša nova, zadnje pridobljena tovarna. Rešili ste sramoto, ki jo je pustil v naši regiji Seaway. Vi tudi tam pišete uspešno zgodbo z lastnim razvojnim oddelkom. Ja, nekako smo s težkim srcem gledali, da je šel zakon iz pomurskega denarja, je šel denar v Ljubljano za razvoj in potem se je tu delala neka kao tovarna, ki pa praktično je denar iz pomurskega zakona šel nekam drugam. Tovarna je ostala dosti nepoplačanega dolga dobaviteljem in seveda tudi sramota za Prekmurje. Ampak ko smo videli, kam to stvar vodi, smo nekako sledili in tisti moment, ko je bil objavljen stečaj in določen stečajni upravitelj, smo mi vzeli to takoj v najem, ker smo rekli, to pa je ravno to, kar mi rabimo in v naši skupini za specializacijo, ker danes proizvodnjo delimo po specializaciji. In seveda, ko je bil tudi stečaj končan, ko je bila licitacija, smo seveda to tovarno tudi kupili. Moram povedati, da nam je to nekako bilo tudi sojeno, jaz vedno rečem, ker v tistem momentu, ko smo svojo strategijo obrnili, da ne delamo v vseh tovarnah vse in da delamo nekaj v eni tovarni, nekaj v drugi, je prišla ravno ta stvar, ta hala, moderna hala za 7000 kvadratnih metrov, s talnim ogrevanjem, z toplotnimi črpalkami, lepo urejena, z komercialnim delom, pisarnami in vse, ravno kot bi jo sami hoteli delati. Danes smo v enem letu vzpostavili proizvodnjo. Moram povedati, da nisem si predstavljal, da je še toliko problemov, koliko hočeš na brzino postaviti proizvodnjo. In danes lahko vem, da izdelujemo že pol leta, že izdelujemo rezervoarje za čistilne naprave v tej novi tovarni, tudi z najvišjim strojem v Evropi, ki je francoske proizvodne. Da pa seveda delamo tudi čistilne naprave, lepo montažo, ker so notri dvigala in vse. Enostavno čisto dobro, pogoji za delo so odlični. In seveda potem so tudi, letos se vidi, da smo tudi proizvodnjo razširili, kajti bile so možnosti in seveda tudi na drugi strani smo pa prodajo tudi pospešili, tako da stvar ima svoj namen. Zdaj, mislim, ta tovarna je namenjena prav čistilnim napravam, proizvodnji rezervoarjev in podobno, da je pa druga stvar, zdaj, ko se začne zima, ko bo zemlja zmrznila, obrnemo proizvodnjo in na približno isti stroj, ene pa še zraven montiramo, začnemo delati kajake, kanuje. In te vaše najnovejše pridobitve v Puconcih in lastnega razvojnega oddelka, pojdiva še malo do razvoja kadrov. Že nekajkrat ste omenili, kako pomembno je, da imate dober zaposlen kader. Tudi vi nekako skušate gojiti lasten kader s tem, da sodelujete s tehniškimi srednjimi šolami, fakultetami. Navsezadnje pa skupina Roto tudi štipendira mlade zanesenjake, ki želijo biti uspešni v obrti in na primer delati pri vas. Res je, mi se razgovarjamo, kakšen kader prihaja iz šole. Kader je vedno dober, če ima voljo stvari nadgrajevati. Nikdar ni dober samo, če zna po stroki dosti, ampak če je univerzalec, če ima željo. Jaz vedno rečem, da pri nas zaposlitev ni šola, je pa osnova, da lahko sploh tu začneš. In zato imamo tudi dosti ogromno inženirjev, magistrov, tudi doktorico znanosti v kemiji, tako da baziramo na lastnem kadru. Večinoma ga tudi vzamemo, najrešje vzamemo iz šole. Jaz vedno rečem prazen računalnik, ki ga potem nalagam. In ti ljudje se potem primejo možnosti, ki je tu. Seveda se zavedajo, da če ne bo
pri nas začel, da boljše je pri nas začeti, kot pa iti v Avstrijo, kjer si pri Hanzeku vedno drugorazredni človek, ne? Kjer te ne pusti do vsega, kjer so le Avstrijci prvi na spisku, tudi plača je drugačna za tuje ljudi. In zakaj bi govoril cel dan tuji jezik, lahko domačega govoriš in na domačem terenu ustvarjaš, ne? Moram povedati, da imamo zelo mladi kader, tu nekaj 38 let v povprečju, in da si kader res vzgajamo, seveda potem ga tudi dobro plačamo in seveda mu nudimo kariero, svojo življenjsko kariero. Eden od čistih teh dokazov je, ko so nabavili ameriški stroj za printanje in ko so Američani učili naše mlade fante, inženirje, strojne inženirje glavno. Smisel, to bo težko, ne. Ko so Američani šli za en teden, so ti fanti bili boljši od njih. To so, kot če gobo stisneš, daš na mokro podlago, pije vodo. To so ljudje polni znanja, ampak ga mora nekje aplicirati in ga seveda nagraditi. Pa ni problem vzeti knjigo, ni problem iti na internet in seveda popivnati znanje, se potem koristiti. Tako da danes lahko vem, da ti mladi inženirji delajo čuda. Če tudi ljudje, ki hodijo iz Rosenbauera, iz KTM-a, delamo tudi za Hondo, za Ferrettija, Pershinga, delamo tudi za Krone, zdaj novi kombajn. 26 delov plastični je pri nas izdelan. Ko ti pridejo k nam, pravijo, srečni boste, da imate takšen kader. In to domači, eno nacionalno firmo. In to je vsekakor zelo pomembno. Zdaj smo nekako pogledala vaše začetke, potem razvoj podjetja, tudi kader, lasten razvojni oddelek, morda še preden končava najin pogovor, malo pogledava v prihodnost, kakšni so načrti skupine Roto. No, stavljamo samo na razvoj. Na razvoj, lastno pamet, prodajati moramo pamet, ne pa fizično. Delo poleg tega pozneje že, ampak glavnem cela stvar bazira na razvoju, na inovativnosti in seveda koriščenje teh kapacitet človeških virov, ki jih imamo tu. Moram povedati, da razvoj v glavnem sin Matjaž vodi in seveda ta tim, ki je danes v tej skupini, je tim bodočnosti pri nas, ne. Seveda stavljam tudi na dobre odnose v familiji. Tudi hčerka prodaja res po celem svetu, je malo doma, leti okrog z avionom in seveda trži to, kaj mi napravimo. Poleg tega stavim tudi na prodajni tim, ki ga imamo, zaposleni, tudi solastniki v južnih firmah, ki seveda skrbijo vsak za svoje področje. In na koncu koncev moramo se zavedati, da moramo svetu dokazati, da na tem delu Evrope se delajo stvari, ki se drugje ne vejo napraviti. Če ne bi bilo to tako, nam ne bi zaupali te vrhunske tovarne, ne bi zaupali, ker na koncu, če si ti dobavitelj, te lahko menjajo, če si pa njihov partner, te pa ne more menjati. In če si partner v njihovem razvoju, to pomeni, da si z njimi skupaj krojiš tudi njihovo usodo in tudi njihov razvoj. In na koncu se vrniva na začetek. Laskavi naziv obrtnik leta. Bo to tisto, kar bo pri vas prevesilo v odločitev, da boste pustili svojim naslednikom in samo gledali, kako gradijo na vaših trdnih temeljih, ali jim boste še vedno stali ob strani? No, ker mi imamo holding in v holdingu v bistvu smo mi dolženi skrbiva za finančne posle, stike s bankami. Jaz tudi delam na tem, da konkurenco kupujemo, da se širimo tudi na trge, povezujem določene stvari v firmi. Tako da pri nas je pa dejstvo to, da sin ima tudi svoje lastništvo v firmah in seveda svoje področje, hčerka. Tako da se ne vidi konkurenca med generacijami, ampak se vidi nujno potrebna stvar sodelovanja in seveda vsak odšpila svojo igro in na koncu mora tudi ta orkester potem špilati. Zavedamo pa se, da te ljudi, ki smo izvabili k nam, da ti ljudi pričakujejo eno varnost, socialno varnost, pričakujejo tudi redno plačo, dobro plačo in seveda pričakujejo tudi ponosno
tovarno in seveda tudi tovarne, kjer se praktično lahko svojo kariero tudi na domači zemlji uveljavljajo. Gospod Štefan Pavlinjek, tudi v prihodnje naj bo tako naj družinsko podjetje Roto še naprej služi domači zemlji, naj bo še naprej tako uspešno, kot je bilo do sedaj. Vam pa še enkrat iskrene čestitke ob prejetem laskavem naslovu in hvala za pogovor. Hvala tudi vam. Spoštovane in spoštovani, vam pa seveda hvala, da ste bili tudi tokrat z nami. Veseli smo bili vaše družbe in seveda je bomo veseli tudi čez teden dni. Do takrat pa nasvidenje.